Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevni informativni podcast Večer zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je sreda, 15. julija 2026. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Nasprotovanje Slovenije kandidaturi Tanje Fajon sproža očitke o škodovanju nacionalnim interesom. Škoda brez krivca po padcu drevesa nad avtomobil. Kdo je mariborska zdravnica, ki dopust nameni za delo na fronti in se uri v Slovenski vojski? Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vc.com. Kandidatura nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel se znašla pod vprašanjem zaradi domnevnega posredovanja slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše. Odbor stalnih predstavnikov držav članic EU bi moral o njenem imenovanju glasovati že prejšnji teden, vendar naj bi Slovenija postopek ustavila, zato bi lahko glasovanje odložili ali kandidaturo celo umaknili iz dnevnega reda. Tanja Fajon je veljala za favoritko visoke zunanje politične predstavnice EU Kaje Kallas, na razpis pa se je prijavila sama, priporočilno pismo je napisal tedanji premier Robert Golob. Za imenovanje zadostuje kvalificirana večina držav članic, a nasprotovanje matične države ostaja politično občutljivo. Nekdanji zunanji minister Ivo Vajgl ocenjuje, da gre za neprimerno vmešavanje nacionalne politike v evropski postopek in nevaren precedens. Zgodovinar Luka Lisjak Gabrielčič pa meni, da so razlogi za nasprotovanje predvsem notranje politični ter povezani z dolgoletnimi spori med Tanjo Fajon in SDS. Opozarjam, da bi aktivno spodkopavanje kandidature nekdanje zunanje ministrice lahko škodovalo ugledu Slovenije v Evropski uniji. Temu sta pripravila Matej Grošelj in Jon Knez. Ko je Mariborčanka med vožnjo po Ljubljanski ulici ostala pod podrtim drevesom, je pričakovala, da bo vsaj jasno, kdo bo poravnal več tisoč evrov škode na avtomobilu. Namesto odgovora jo je pričakalo novo presenečenje. Zemljišče, s katerega je padlo drevo, je še vedno vpisano na podjetje, ki ne obstaja že več kot 2 desetletji. Kdo je v takšnem primeru odgovoren? Stečajni upravitelj in pravni strokovnjak ponujata različna odgovora. Primer pa razkriva širši problem. Po Sloveniji še vedno obstajajo nepremičnine z neurejenim lastništvom, pri katerih se ob nesreči hitro postavi vprašanje, kdo bo odgovarjal, če pade drevo, zid ali se zgodi še kaj hujšega. Podrobnosti v Večeru. 30-letna Laura Petek, specializantka urgentne medicine UKC Maribor, je po duši in izobrazbi tudi akademska glasbenica. Svoj prosti čas, redni letni dopust in težko prigarane nadure je nedavno zamenjala za nevarno humanitarno odpravo v Ukrajini. Tam je v stabilizacijski točki, le nekaj kilometrov od prve bojne linije, reševala življenja hudo ranjenih. Pomoč sočloveku v najtežjih in povsem nepredvidljivih okoliščinah, kjer si odvisen zgolj od enega nahrbtnika opreme, ji ni tuja, predtem je namreč že delovala na kriznih žariščih v Iraku in Libanonu, zdravniška prostovoljka pa je bila tudi v Ugandi ter Indiji. Njena zgodba, s katero je širšo javnost pred kratkim seznanila Zdravniška zbornica Slovenije v rubriki Obrazi zdravništva, pa dobiva novo poglavje. Laura je namreč oblekla še eno uniformo in se kot rezervistka trenutno usposablja v vrstah Slovenske vojske. Sredi domačega Maribora, kjer vsak dan ceni mir, ki ga imamo, smo se na kavi srečali v lokalu Isabela v živahni Poštni ulici. Naročila je kavo s hladnim mlekom. V službi polni dolgih izmen in nočnih dežurstev, redno pije kavo, pravim, da je to morda poklicna deformacija. Kakšno pa je bilo pitje kave na ukrajinski fronti? Ker moraš biti ure in ure in ure po konci, smo za dobrobit naših želočkov izmenično pili kavo in črni čaj, je odgovorila. V Mariboru se z družbo na pijačo odpravi v Poštno, kjer se je med študijem večkrat tudi učila, včasih v središče mesta odide sama, da opazuje mestni vrvež, po službi si zvečer tu in tam vzame kos pice, se odpravi do Drave in večerja ob opazovanju vode in labodov. Pogovor z Lauro Petek preberite v Večeru in na vc.com. To je bil Večer zjutraj, 15. julija 2026. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli.
Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih, se beremo in slišimo, da boste razumeli bolje.